Beletrina v živo. Spoštovani in spoštovani, lepo pozdravljeni na pogovoru o romanu Adina Soba, britansko-nemške pisateljice, publicistke in aktivistke Sharon Doudou. Avtorica, ki že skoraj 2 desetletji živi in ustvarja v Berlinu, je pred selitvijo v Nemčijo na univerzi v Londonu študirala germanistiko in management. Leta 2016 je za kratko satirično zgodbo Herr Gertrud Setzig gospod Grotrup Sede v prevodu prejela nagrado Ingeborg Bachmann in se tako odločno zapisala na literarni zemljevid. V naslednjih letih se je posvečala predvsem pisanju svojega romanesknega prvenca Adina Soba, ki je ob izidu leta 2021 naletel na izjemen odziv kritikov in bralcev ter bil hitro preveden v številne jezike. Letos je knjiga v prevodu Sare Virk izšla tudi pri Beletrini, na festivalu Fabula pa smo imeli priložnost avtorico tudi osebno spoznati. Danes bomo njen romaneskni prvenec osvetlili še skozi oči dr. Nataše Hrastnik, poznavalke afriških literatur. Nataša, dobrodošla, veseli me, da se bomo danes poglobili v to izjemno delo. Mogoče se navežem na to primarno začetno identitetno oznako in lahko bi rekli, recimo, da od tu, poleg tega, da prehaja med različnimi prostori, se pravi Gana, Velika Britanija, Nemčija, prehaja tudi med jeziki in je ravno jezik je eno izmed mest, kjer se to prehajanje najbolj jasno kaže. Pisateljica namreč piše v nemščini, ki ni njen materni jezik in s tem tudi odpira pomembno vprašanje o tem, da se jezika lahko naučimo, priučimo in da ga lahko tudi pozabimo. Istočasno pa znotraj romana lahko srečamo različne jezikovne plasti, od starih oblik angleščine do jezikov, kot sta twi in ga, torej ganskih jezikov. Tako da mogoče se osredotočimo prvo na ta formalni aspekt romana in me zanima, kako nas roman Adina Soba vabi k premisleku o jeziku samem. Ja, Sharon Doudou, to, kot praviš, piše v nemščini in ne piše v nemščini slučajno, ampak je to ni samo njena osebna odločitev, ampak je njena politična odločitev. Na nek način ona tudi nemški jezik subverzira na nek način in ga postavlja, redefinira v literarni pokrajini. Skratka, Sharon Doudou tu je nekaj malega svojega primarnega materinega jezika zna, zato ker je živela v Gani kot otrok, potem so se starši preselili v Anglijo in je hodila v angleške šole in je ta jezik v bistvu izgubila, nekaj malega je znala. Besede so ostale, ampak v resnici ga ne zna več govoriti. Torej svoj primarni materni jezik ona ne zna več. Tako da je bil njen prvi jezik angleščina. In tudi doma se niso pogovarjali v gajščini, zato ker so starši želeli, da so otroci dobro izšolani, kot je sama pravila na pogovoru. In skratka je govorila v angleščini in nemščina je vstopila v njeno življenje kasneje. Mislim, da je bila, ne vem, odraščajoče dekle, ki je odšlo v Nemčijo, mislim, da je šla na au pair, se tam spoznala z nemščino, jo nekako vzljubila, jo tudi študirala. In se na to vrnila v Nemčijo, kjer živi že 30 let. Vse, kar je ona napisala, je napisala v nemščini. Mislim, da ona nima v angleškem jeziku napisanega ničesar. Se tudi nima veliko literarnih del zunaj. Je pa takoj, kot praviš, stopila skozi glavna vrata na literarno prizorišče, že z kratko zgodbo in zdaj z romanom. Res je, tudi v samem romanu ona zelo prehaja med jeziki. Zato, ker je roman postavljen v tako različne časovne obdobja, na različne geografske lokacije. Mislim, 4 različne so pač prehajajo. Mislim, te zgodbe skozi 4 geografske lokacije, skozi 4 časovna obdobja. Uporablja tudi jezike, recimo v kolonialnem obdobju v Gani. Te pač kolonialisti oziroma, ki pridejo, to so bili Portugalci, so bili prvi, ki so vstopali na to ozemlje, mislim, zavojevalci v bistvu, spregovorijo v portugalščini, ne rečejo Gold Coast oziroma Zlata obala, kot se je nekdaj poimenovala Gana, ampak mislim, da rečejo Costa de Uro, pač po portugalsko.
Lokalni prebivalke govorijo v gajskem jeziku, tudi učvi pogosto, potem je tudi nekaj pač angleščine, pač tudi drugih jezikov. Ja. Okay, mislim, da je tale opaska jezikov tudi zelo pomembna za samo vsebinski vstop v roman. Skratka, knjiga pripoveduje zgodbo Ade oziroma več Ad. Prvo srečamo v 15. stoletju ob prihodu portugalskega kolonizatorja, kar si rekla, na območju današnje Gane. Tu ta Ada želuje za mrtvorojenim otrokom. Na to Ado, katere značaj temelji na biografiji briljantne matematičarke Ada Lovelace, ponovno srečamo v viktorijanskem Londonu leta 1848, kjer ima skrivno razmerje s pisateljem Dickensom. Ne? Potem pa Ado poljskih korenin srečamo leta 1945 v času nacistične Nemčije v taborišču Mittelbau-Dora, kjer je prisiljena v prostitucijo, in nazadnje pač v času Brexita srečamo Ado, ki je noseča, prišla je iz Gane na študij v Nemčijo, se pravi, da pač nekje okoli leta 2019, mislim, ja, tako točno. Skratka, v romanu spremljamo različne 4 verzije Ade, ki so vpete, kot si rekla, v različne geografske in pa tudi zgodovinske kontekste. In čeprav gre za neko nelinearno pripoved, se zdi, da vendarle gre za eno poenoteno zgodbo, ki seveda ni zaključena, ampak nekje se te zgodbe srečujejo. In moje vprašanje je tu predvsem, kako si ti doživela to pluralnost Ad, oziroma kako se ti zdi, pač, kakšen se ti zdi ta literarni prijem, da pokaže različne Ade v različnih časih in na različnih prostorih. Ja, zdaj tukaj se avtorica zelo nasloni na afriško kozmologijo oziroma na afriško razumevanje časa. Aha. In seveda vse te zgodbe Ad so povezane, ne samo skozi določene predmete, o katerih mogoče spregovorili, ampak tudi skozi izkušnjo, ki so zelo različne, ampak hkrati na nek način tudi podobne. Skratka, zanimivo je to, da če govorimo o afriškem dojemanju časa, o afriškem, tudi v Gani, tudi v akanski, recimo kulturi, čas tako dojemajo, čas ni linearen, ampak je vse prisoten, preteklost, sedanjost in prihodnost je prisotna, nerojeni otroci, naši predniki, ki so že umrli, so še vedno živi v tem drugem svetu. Skratka, to se vse ves čas prepleta in pretaka, in te linije med živim in neživim se popolnoma drugače dojemajo. In ona je to nekako skušala v tej literarni obliki nekako noter upeljati, s tem, da je roman razdeljen na 2 dela. Ne? Prvi del romana, v prvem delu romana so večinoma prve 3 Ade nastopijo in se ta zgodbe med njimi se zelo prepletajo. Ona je to tako naredila, da zelo hitro prehaja, ni tako, da bi v enem poglavju bral o eni Adu, pa v drugem poglavju drugi, ampak se v samem poglavju gre v zgodbo druge Ade in potem spet v prve, in tako, in se to zelo prepleta, in ti kot bralec v bistvu čisto drugače to pa začneš dojemati. Moraš zelo pozorno brati, da sploh lahko slediš včasih, ampak tudi drugače dojemaš, ne? Na ta način, na ta bolj ciklični način dojemaš, oziroma mogoče spiralni, bi rekla, ne? Tako, tudi njihove zgodbe, njihove življenja, pač te razplete. Vse te 3 zgodbe, prvih 3 Ad pa potem peljajo v zadnjo zgodbo sodobne Ade, črnke, mlade ženske, ki živi v Berlinu oziroma se želi v Berlinu nastaniti, noseča, skratka, peljajo v to zgodbo. Nekako se zdi, da je ta potem zadnja centralna zgodba, ker tudi več prostora zasede v samem romanu. Zdaj, če bi rekli, in tudi seveda ni slučajno, da so vse 3 ženske, ki so, kot si rekla, iz različnih obdobij, iz različnih krajev, hkrati pa enako poimenovane, ne? To ni slučajno, ne? Vprašanje je zdaj, ali so zdaj to 4 različne Ade, ali je to samo ena Ada, ne? In lahko bi odgovorili da in ne? So 4 različne zgodbe, vendar
Duša je pa ena. Na nek način je napisan tako, da ti, tako kot si mislim že omenila, da čutiš to kot neko reinkarnacijo, ne? Oziroma da tudi to tako razumeš. Ne? Tudi nekaj magičnega realizma je noter v tem romanu, ki pač, ja, no, skratka, ki to pač lahko te vodi kot bralca, da razumeš, da je to v bistvu ista zgodba, ki teče in ista duša, ista oseba. Na nek način je to tudi ista oseba, zato ker te ade svoje izkušnje ne pozabijo, nekako se akumulirajo te izkušnje. Izkušnja prve ade in potem druge in tretje, nekako tudi spominjajo se. Ne? In ja, skratka. Ja, jaz sem predvsem brala skozi to neko, prvo moje branje je bilo skozi reinkarnacijo in mislim, da je tlele pisateljica tudi zelo dobro rekla, ker roman se začne s smrtjo otroka, ne, kar je kar dosti tako tragično, ampak ravno v tem obratu, da če gre za to neko reinkarnacijo, potem tudi ta smrt ni tako tragična, je bolj nekako umiljena, če se zadeve pač ciklično oziroma spiralno nekako potem skozi čas obrnejo. Ampak mislim, da je tlele zelo pomembno tudi ta podatek, da so vse te zgodbe povezane z zapestnico, in da ta zapestnica nekako aludira na pač to vračanje predmetov, ki so bili zaplenjeni v času različnih kolonialnih intervencij, akcij in tako dalje, nazaj v države izvora. In mislim, da ima ta zapestnica zelo simboličen pomen, pa morda o tem tudi malo spregovoriš. Skratka, ta zapestnica se vedno znova skozi te zgodbe pojavlja na zelo nepredvidljive načine. Kasneje, na začetku pač je to zapestnica, ki jo prva Ada nadene svojemu umrlemu otroku, ki je bil rojen in potem kmalu zatem umrl. Mi šele kasneje zvemo kot bralci, da je to pač nek talisman plodnosti, pravzaprav to šele na koncu zvemo. Vemo pa že na začetku, da je pač en pomemben kulturni predmet, da je nekaj, kar pač nosi neko simbolno funkcijo. Ta otrok umre, dve pomembni stvari sta. Ena je ta zapestnica, ki je edina materialna zadeva, ki nekako uspe prehajati skozi ta obdobja in skozi ta čas. V materialnem smislu je to edina stvar, ki se vedno znova pojavlja. Skratka, to zapestnico, ne vem, če lahko razkrivamo zdaj zgodbo, ampak to zapestnico ima svojo zgodbo. Mislim, skozi roman. Najprej je ukradena, jo pač ta Portugalec ukrade. Ja. Potem se pa pač mi ne vemo vse točno, kaj se vmes dogaja, približno vemo, kako nekako prehaja skozi te prostore. Pri drugi Adi v viktorijanski Angliji jo dobi med mnogimi drugimi darili. Nima neke take posebne vrednosti za njo, celo ne vem, mislim, da je celo darilo. Tako, ja. Tako, ampak celo sproži pol ta zapestnica jezo v njenem možu, da je to kot pika na i, zakaj on potem ubije, oziroma streli. Tako tudi prvi, ko hoče Ada to zapestnico vzeti, je pač ustreljena. Tako da ena stvar je ta zapestnica, ki pač ves čas prehaja, tudi pri tretji Adi ima neko tako malo tragično vlogo, jo dobi pač prijateljica od Ade, pa je tudi zaradi tega ustreljena, ker si jo nadene. Vendar pelje zgodba k srečnemu koncu, kar se tiče zapestnice. Se pravi, ta roman odpira ogromno enih travm, enih težkih stvari, predvsem tudi v smislu ženskih zgodb, kako so ženske bile obravnavljene skozi različna obdobja. Vendar na koncu se stvari nekako dosti pozitivno razpletajo, to je roman upanja in hkrati tudi kljub vsem tem težkih stvari, ves čas vmes tudi čutiš radost in neko sprejemanje, tako bi rekla. Poleg zapestnice je pa zelo pomembno tudi to
ta prerogba oziroma to prekletstvo, ki je bilo nekako izrečeno na samem začetku, a ne, da pač da bo Ada donosila samo enega otroka, oziroma ne donosila, da bo preživel. No. A je tako? A sem prav povedala na koncu? In moramo reči tudi, ne, če se roman začne s smrtjo otroka, ne, na koncu je pač tudi rojstvo otroka. Ne? Tudi rojstvo otroka, ja. To... Rojstvo otroka, zapestnica pride nazaj k Adi po nekem spletu naključij, ki ji bo bralec pač izvedel, ko bo roman prebral, ampak pač nekako ta zgodba se zaključi, ne, tako tudi zapestnico in nekako obeta, da ponuja možnost za boljše življenje naslednjih Ad, ki bodo živele. Mislim, da je zelo pomembno, da omeniva, da poleg Ad se v romanu pojavljajo tudi neosebni pripovedovalci. Tle imamo metlo, trkalo na vratih, potem imamo sobo in pa potni list. In to se mi zdi pač taka neka kar pomembna intervencija tlele, ne, ki nekako spremlja pač dogajanje in na svoj način vsi ti neosebni predmeti govorijo in vidijo zgodbo. Kako ti pravzaprav vidiš to? No? Tole moram reči, da je mene malo na začetku zbegalo med branjem, potem se pa pač navadiš, da je lahko pač tudi pripovedovalec neosebni. Ja, jaz mislim, pač tukaj se je Sharon Dua tu spet naslonila na afriško tradicijo. Namreč tudi v neživih bitjih po poganski filozofiji, poganskem verovanju se naselijo duše. Ne? Duša ni torej samo v živih bitjih, ampak tudi v neživih bitjih ali stvareh. Tega se je potem poslušila in je te predmete oživila in jih spremenila v pripovedovalce. In to pripovedovalce, ki recimo Metla vidi tudi v preteklost in tudi v prihodnost. Ne? Metla marsikaj vidi, marsikaj pove, vsi ti predmeti razmišljajo, ne? Imajo svoje mnenje o stvarih, pogosto ne morejo intervenirati, recimo to kalo v viktorijanski Angliji, tisto levje to kalo, vidi, kaj se bo zgodilo, ve, kaj se bo zgodilo, to komentira, pove, kako bi lahko bilo, če bi bilo drugače, vendar pač, kar je to kalo, ne more ničesar narediti. Potni list je tudi en tak zanimiv pripovedovalec. Ne? Zanimivo je tudi pri Ami Ati to, da ona se vrača, ne, na isti prizor, recimo v romanu. Ni tako, da bi en prizor skozi enega pripovedovalca nam pokazala in potem še naprej, ampak ta prizor je včasih, ga vidimo skozi oči prvo osebne pripovedovalke Ade, pa potem drugi skozi oči pač enega od drugih pripovedovalcev, recimo Metle ali potnega lista ali sobe. Ne? In potem nam osvetli to na drug način. Ne? Mislim, vidimo še več, kot sama Ade vidi in razume, ne? Mi kot bralci. Jaz sem pa tle tudi mogoče na rahlo drugačen način to brala, v smislu, da ti glasovi nekako zastopajo tudi tiste, ki so bili zgodovinsko mogoče utišani, marginalizirani. In morda to moje branje, zdaj v tem, kar si povedala, tudi ni najboljša opcija, ampak kljub temu se mi zdi, da ta roman nekako ubeseduje izkušnje, predvsem traumatične, čeprav jih obrne nekako na ta pozitiven način, kar si ti rekla, tistih zgodovinsko utišanih subjektov. Se pravi, imamo ženske, imamo ženske prostitutke, mislim, na splošno so vse ženske, imamo žensko migrantko, prisilno prostitucijo, imamo izjemno nadarjeno žensko, katere talent je seveda nekako delno zasenčen, in pa seveda imamo žensko v afriški predkolonialnem oziroma začetku kolonialnega obdobja. Tako da mogoče za konec spregovori še o teh pozicijah, kako to vidiš v oziru na zgodovino. Ja, mislim, roman Sharon Dua tu je, lahko bi rekli, da je feminističen roman. Ni slučajno, da ima ženske like in da je izbrala. To smo že na samem začetku tudi spregovorili.
Želela je v bistvu osvetliti, pripeljati na plano določene dele zgodovine, kot smo rekli, ki so, in jih pokazati z druge perspektive. Ne. Mislim, da ni, ne vem, zdaj bom malo zašla, ampak recimo, da ni nek portugalski zavojevalec, ni nek junak, ki je odkril, ne vem, Afriko, ampak je to en trgovčič, ki si je zelo zadolžil na Portugalskem in šel zdaj na potovanje zato, da si malo pridobi dodatnega premoženja, da bo svoje dolgove poplačeval. Vedno iz druge, če želela je vse pokazati z druge perspektive, prav tako vse te ženske like, ženske junakinje, recimo, ne vem, Ada Lovelace, nekatere je pač res, kot si rekla, vzela iz resničnih likov v življenju, tudi geografsko, recimo, se znajdemo v resničnih ulicah v Londonu. To so vasi Totope, to je vas, ki je obstajala. Koncentracijsko taborišče dejansko je obstajalo. Zdaj zahajam malo iz tvojega vprašanja. Ampak hkrati je pa tudi hotela pač te like na drug način predstaviti. Ker recimo Ada Lovelace je, ne vem, ona je pač je bila matematičarka, kot si rekla, je sodelovala pri razvoju binarnega sistema z Charlesom Baggageom, ki ga poznajo vsi matematiki, ker sta razvila analitični stroj, ki je kot neke vrste predhodnik današnjih računalnikov, ki jih danes vsi imamo, vendar njega vsi poznajo, njo pa ne poznajo drugače kot morda hčerko Lorda Byrona. Ne? In pač zato ni slučajno, no, da je ona pač te zgodbe skušala osvetljevati in jih pripeljati na plano. Mislim, da je pisateljica lepo rekla in nekako povzela to, ko je rekla, ne bom gradila muzejev, lahko pa napišem zgodbo. Ne? Tako da bralci vabljeni k branju, knjiga odpira številna vstopna mesta za nadaljnjo obravnavo in analizo. Nataša, najlepša hvala in veseli, da smo se pogovarjali. Beletrina. V živo.